Danes bom naredil analizo na 6 različnih parih. Analiza bo narejena na dnevnem časovnem intervalu. Ok, začnimo s prvim, in sicer evro-dolar. Cena je v padajočem trendu in pa zelo blizu tako imenovanega elite spota. Zdaj, kako bomo mi trgovali ta trade? Glede na to, da smo v downtrendu, pričakujemo odboj od elite spota in da cena nadaljuje navzdol. V nasprotnem primeru, če cena prebije resistance, naredi popravek, potem to postane support in tukaj lahko gledamo za nakup. Naslednji par je funt-dolar, prav tako na dnevnem časovnem intervalu. Funt-dolar, cena je prav tako v padajočem trendu. Tukaj lahko vidimo double top, naredimo še kanal in tako kot pri evro-dolarju, v kolikor cena prebije resistance, naredi popravek, postane to support, lahko gledamo za nakup z minimalnim targetom 1:1, potem pa stop loss premikamo v profit in target povečujemo. V nasprotnem primeru pa gledamo za prodajo po preboju kanala oziroma če se cena odbije in naredi triple top, gledamo prav tako za prodajo. Ok, naslednji par, dolar-jen. Dolar-jen je trenutno na supportu in še vedno v buy teritoriju. Potegnemo support in tukaj pričakujemo odboj in pa gledamo za nakup. V kolikor bo support prebit, počakamo na preboj, korekcijo nazaj do resistanca in potem gledamo za prodajo. Pojdimo še na kripto, Bitcoin. Bitcoin je načeloma v negativnem trendu, v padajočem trendu. Vse, kar je pod tem nivojem, je sell, tako da zdaj najboljša opcija, kje mi gledamo za prodajo, je pri resistanceu in potem padec nazaj do 18.760, oziroma če cena prebije resistance, zopet naredi popravek, da ni lažnega preboja, in potem gledamo za nakup. Ethereum je pa v buy trendu. V buy trendu gledamo za vstop, gledamo ponavadi potem na nižjem časovnem intervalu. Zdaj recimo, da cena pride nazaj do supporta, se odbije, naredi nek rejection, gledamo potem za nakup. Zdaj pa zelo veliko ljudi tudi trguje zlato. Ok, zlato je pa trenutno pri močnem resistanceu. Se pravi, trenutno smo še vedno v padajočem trendu in gledamo za nakup izključno nad tem resistancem, prav tako kot pri vseh ostalih parih. Preboj, počakamo na korekcijo do supporta in potem gledamo za nakup. Zakaj je pomembno, da je korekcija in potem nek rejection? Zato, ker velikokrat je tako, da cena prebije in potem glede na to, da smo v downtrendu, se vrne nazaj.
tukaj vzame stop losse od sellerjev in na to pride nazaj do rezistansa in nadaljuje v padajočem trendu. To bi bilo to glede analize. Tekom tedna bomo pa objavili vse tekoče analize v Discordu, tako da se vidimo.